Spoštovani vsi, ki ste se zbrali k tej slovesnosti. Ljudje se radi v življenju spominjamo dogodkov, ki so se nam močno vtisnili v spomin, v srce in jih nosimo vedno s seboj. Rečemo, da gre za zgodovinski spomin. Včasih gre za vesele spomine, včasih za boleče in težke spomine. Lahko rečemo, da imamo najlepše spomine pa zapisane v Svetem pismu. Ti nam govorijo o stari novi zavezi, o času pred in po Kristusu. Za nas kristjane pa so to ne samo spomini, ampak zapisi, kako je Bog vse skozi vodil ljudi v zgodovini, še posebej izraelski narod, da so prešli iz 400-letne sužnosti v Egiptu v kanansko deželo, v svoboden način življenja. Na tej poti so jih doletavale različne preizkušnje. Velikokrat so šli iz prave smeri, pa jih je Bog spet naravnal nazaj na pravo pot. Tukaj bi lahko poiskali tudi vzporednico za nas Slovence. Spomnimo se samo na očaka Abrahama, ki ga je Bog izbral za voditelja Izraelcev. Ne samo to, spremenil mu je celo ime. Rekel mu je: ti ne boš se več imenoval Abram, ampak Abraham ti bo ime, oče izvoljenega naroda boš. V tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji. Tvojega potomstva bo toliko, kolikor je števila zvezd na nebu in kolikor je peska ob morskem obrežju. Abraham je zapustil svoje mesto Ur na Kaldejskem in se odpravil na pot, ne vedoč, kam gre. Sledil je Božjemu klicu. Ta ga je vodil, da se je vedno prav in dobro odločil. Največja preizkušnja pa je prišla nad Abrahama, ko mu je Bog rekel, da naj mu daruje svojega edinega sina, ki sta ga z Saro težko dobila v svoji starosti, Izaka. Vendar Abraham tudi tega ni odrekel. Šel je na goro darovat svojega sina. Ko je bil že na tem, da ga daruje, mu je Bog rekel: nikar ne steguj roke na dečka in nič žalega mu ne stori. Zdaj vem, da mi nisi odrekel svojega edinorojenega sina. In tako je Bog Abrahama utrjeval v veri. Spet najdemo lahko vzporednico v osamosvojitveni vojni. Evangeljski odlomek, ki smo ga slišali, nam je govoril o obuditvi mrtvega sina v življenje. Materi, ki je bila vdova. Čutil je, da mora tej vdovi pomagati. Pogrebni sprevod so ustavili in Jezus je prijel sina za roko in rekel besede: mladenič, rečem ti, vstani. Na Jezusovo besedo je fant sedel in začel govoriti. Jezus ga je dal nazaj materi. Ta glas se je razširil po vsej okolici, zato so ljudje govorili: velik prerok je vstal med nami in Bog je obiskal svoje ljudstvo. Danes smo se pri tej maši zbrali zato, da obnovimo zgodovinski spomin na dva fanta, ki sta dala življenje za domovino, Miroslava Molk in Zvoneta Žakelj. Največ, kar človek lahko da za neko stvar, za druge, za domovino, je njegovo življenje. Več ne more dati. Ko sem še služil jugoslovansko ljudsko armado v Makedoniji, smo imeli novinci vojaki slovesno zaobljubo,
Pri tej smo izjavili, da bomo, če bo treba, dali tudi svoje življenje za domovino. To smo tudi podpisali. Takrat se mi je zastavilo vprašanje, zakaj pa ravno jaz, ko pa je bilo takrat pod orožjem v Jugoslaviji 1.700.000 fantov od 22 milijonov prebivalcev. Kdo pa sem jaz v tej množici ljudi, eden od teh? Bil sem samo številka in nič več. In ko človek takole razmišlja o sebi, pa ve, da je oseba, rojeni tega in tega, da ima svoje starše, brate in sestre, da je oseba enkratna in neponovljiva, ki v svojem življenju resniči svoje želje in svoje ideale. Z leti se človek bolj in bolj zaveda, zato svoje življenje spoštuje, ga ceni, skrbi za duhovno in telesno zdravje. Vedno bolj pa se tudi zaveda, da nekdo nad mano vodi moje življenje in to je Bog. Kolikokrat se je že v življenju izkazalo, da nisem jaz gospodar svojega življenja, ampak nekdo drug, ki stalno bedi nad mano. In ko se takole spominjamo naših pokojnih, pa svojih se jih vedno spominjamo tudi pri maši in v naših osebnih in skupnih molitvah. Slišali smo berilo iz Jobove knjige. Tukaj najdemo zelo lepo misel o spominu na rajne in o veri v posmrtno življenje. Jaz vem, pravi Job, da moj rešitelj živi in da se bo poslednji dan dvignil nad prahom. V svojem telesu bom videl Boga, da, jaz sam ga bom videl, moje oči ga bodo videle nekdo drug. Job tako izraža svojo vero v posmrtno življenje. Nedolžne žrtve so vedno duhovni kapital za nas vse in za našo vero in deželo. Tudi Abrahamov sin Izak in Marin sin Jezus sta bili nedolžni žrtvi za izraelski narod in Jezus za novozavezno Božje ljudstvo. V njima pa sedaj še vedno lahko najdemo zgled in moč za našo vero in za premagovanje težav in življenjskih zaprik. Sedaj pa izrazimo svoje prošnje k našemu nebeškemu Očetu. Prosimo te za svetega očeta Frančiška, da bi s tvojo pomočjo še naprej modro vodil sveto cerkev. Prosimo te, sliši nas. Prosimo te za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili dobri oznanjevalci tvojega nauka. Prosimo te, sliši nas. Prosimo te za naše državne voditelje, daj, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Prosimo te, sliši nas. Prosimo te za našo domovino, daj, da bi v njej vladal mir, pravičnost in blaginja. Prosimo te, sliši nas. Prosimo te za vse pokojne, ki so svoje življenje darovali za domovino. Še posebno pa te danes prosimo za Zvoneta in Mirota, daj, da bi pri tebi uživala večno ljubezen. Prosimo te, sliši nas. Prosimo te za vse, ki so v času osamosvajanja Slovenije izgubili svoje najdražje. Daj jim tolažbe in notranjega miru. Prosimo te, sliši nas. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Prosimo te, sliši nas. Nebeški Oče, sprejmi vse te naše izrečene in neizrečene prošnje, to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.